Med nami živi veliko ljudi, ki imajo oziroma so kadarkoli v življenju imeli izkušnjo z rakom, pa so to preizkušnjo, čeprav izjemno težko, dobro prestali. Kaj lahko poveste o tem na podlagi osebnega izkustva in zakaj bi rekli, da je tako zelo pomembno, da se človek zaveda pomena skrbi za lastno zdravje in seveda tudi možnosti, ki so nam na voljo, naj si gre za presejalne programe ali za redno udeleževanje na različnih pregledih, na katerih lahko izvemo, v kakšnem stanju smo in kakšni so izzivi za naprej. Res je, kot pravite, ljudje prestanemo marsikaj in tudi moja osebna izkušnja je takšna. Jaz kar veliko predavam in že prej, torej pred to izkušnjo raka prostate lansko leto, sem velikokrat tako, če je prišlo na predavanjih do te teme, pač omenil to evropsko statistiko, da bi naj vsak tretji Evropejec slišal to diagnozo rak. Zelo zanimivo mi je bilo, da takrat, ko sem pač to pripovedoval drugim, da nisem nikoli pomislil, da bi jaz lahko bil tisti tretji, ampak v glavi sem bil vedno seveda ali prvi ali drugi, kar pomeni, da je bilo to nekaj, kar se lahko zgodi samo nekomu drugemu, ne pa meni samemu. Tako da ja, ko sem doživel to izkušnjo, se mi zdi pomembno poudariti predvsem to, da je res ta skrb za naše zdravje zagotovo najpomembnejša in najboljša investicija našega življenja. Torej preventivna skrb za naše zdravje. Krasno, da imamo v Sloveniji tako razvite preventivne presejalne programe, Svit, Dora, Zora in pa Dora. In krasno, da se zdaj uveljavlja oziroma začne tudi ta pilotni projekt Peter za presejalni program za raka prostate. In jaz bi res na podlagi svoje izkušnje in pa tudi glede na vse te številke, ki so znane, res spodbudil vse, da se udeležujemo ne samo teh programov, ampak da tudi sami naredimo seveda vse drugo, kar je v naši moči za preventivno zdravje. In kaj je po vaši oceni pravzaprav tisti prvinski razlog, zaradi katerega se moški pravzaprav tako težko odločajo za odhod k zdravniku, za pregled, medtem ko denimo, če si izposodim metaforo, za svoj avto redno in zelo dobro skrbijo? Ne vem, kaj je. A je to nek sram, a je to nek zgrešen mačizem, a je to nek občutek oziroma strah pred neko ranljivostjo. Razlogov je verjetno več. Ampak ja, tudi neko tako splošno mnenje je velikokrat, da moški smo seveda močni in da ne potrebujemo ne zdravnika, ne nikogar drugega, ampak seveda temu še zdaleč ni tako. Jaz nisem imel v bistvu nobenih simptomov, ki bi me opozarjali na raka na prostati, in tukaj pri meni je bila res čista preventiva. In jaz torej po tej izkušnji sem začutil prav tudi eno osebno poslanstvo, da o tem govorim javno, da o tem govorim na glas in da o tem govorim tudi v privatnem življenju. To pomeni tudi s prijatelji, tudi znanci, ki se dobimo, jih spodbujam v to smer. Kajti ranljivost v končni fazi ni šibkost, ranljivost je človeška, tako vsi ljudje smo ranljivi in prav zaradi tega se mi zdi tako pomembno, da to ranljivost negujemo in zanjo skrbimo. In v tej ranljivosti je pravzaprav izjemno pomembno, da človek dobi pravega sogovornika, kajti vemo, da nekdo, ki izve za diagnozo, v tistem trenutku, ko mu zdravnik to pove in ko mu pojasnjuje vse nadaljnje korake, večino tega presliši. Kajti je v šoku, v strahu in potrebuje nekoga, ki mu roko poda kasneje in mu pomaga skozi vso to kalvarijo, ki sledi. Natančno tako. Mislim, moja izkušnja je v tem smislu zelo zanimiva,
Tukaj sem rekel, da pač pripovedujem, ravno včeraj sem imel eno skupino, sem bil cel dan z njimi, smo imeli eno predavanje in zaključil sem tudi potem z Movembrom oziroma s to spodbudo, o kateri se zdaj pogovarjava. In zelo zanimivo je bilo, en gospod je takoj dvignil roko in je rekel, tudi jaz sem 5 let nazaj tega istega raka preživel, potem 2 sta, pa samo 15 jih je bilo. 2 sta prišla potem po predavanju k meni in sta rekla, glejte, v 14 dneh bom zagotovo šel na test PSA-ja, ker moj oče je imel neke probleme s tem in tako naprej. Res je, to pomeni točka, ko se zgodi diagnoza, je točka šoka in prav zaradi tega, glede na to, da sem psihoterapevt, logoterapevt, pripravljam skupaj z društvom Onkoman, pa upam, da bomo dobili tudi še druge partnerje, prav en program, psihološki program oziroma podporni terapevtski program za moške v trenutku, ko dobijo diagnozo. To pomeni sam ta proces soočanja z diagnozo, potem v času operacije, postoperativnega posega in seveda, ko pa govorimo o raku prostate, je pa seveda pomembno, da bo ta program vključena, seveda, če bo želela tudi žena oziroma partnerka moža, ker rak prostate seveda vpliva tudi na njuno spolno življenje potem. In seveda je tudi tovrstna podpora pomembna tudi kasneje v življenju, ko se človek vrne nazaj v delovno okolje, ko na novo zaživi, ne le v partnerskem odnosu, ampak tudi širše. V bistvu na kakšen način pa načrtujete tovrstni program, kako dolgo bo ta, recimo temu pod navednicami, odprt za paciente, za člane društva Onkoman? To bomo še videli, ampak kar se mi zdi ključno je to, da smo v tej fazi identificirali to potrebo, to pomeni res ta točka, ko diagnoza pade. Ker tukaj noter, tudi po moji izkušnji, ko sem bil v bolnišnici, kar mnogi me po tistem tudi pokličajo ravno v tej točki, kar pomeni, da tukaj neka potreba je. Saj vemo, je veliko programov za torej psihosocialne pomoči za druge oblike raka, kar je krasno in je super, ampak prav rak prostate in rak mod, to pomeni prav ta nišni program za moške, se mi pa zdi zelo dragoceno, da ga bomo vzpostavili. Zdaj po kakšnih kriterijih, na kakšen način bomo videli, ampak zdi se mi pomembno, da vzpostavimo to točko, da odpremo tukaj noter to neko pot. Zdaj, verjetno bo tukaj noter seveda to pomeni profesionalni del, torej psihoterapevtski program, bo pa tudi nek prostovoljni del, ker ravno včeraj potem po tistem predavanju, ko sem omenil, da je prišel, oziroma da je en gospod rekel, ja, jaz sem tudi dal to izkušnjo skozi, je prišel potem po predavanju k meni, je vzel vizitko in rekel, ko sem omenil tudi ta program, je rekel, glejte, super, tudi jaz se bom vključil v to, ker tudi jaz želim dati svoj delež. In meni se zdi to, da moški, ki smo dali to zadevo skozi, da drugega na tak ali na drugačen način spodbujamo, meni se zdi to nekaj dragocenega. In da, ko nas bo več, ko bomo o tem tudi javno govorili, mislim, da bomo tudi s tem lahko pripomogli k preventivi, k spodbudi, da se bodo tudi ti procenti med moško populacijo dvignili. Vemo, da pri programu SWIT smo moški več kot 10% torej v odzivnosti več kot 10% za ženskami. Ampak to niso številke, veste, Bog si ga vedi, koliko je teh 10% potem dejansko smrti, konca življenja. In tukaj se mi zdi pomembno, neko to pomembno poslanstvo, da tukaj noter spodbudimo res k tej skrbi za naše zdravje. In tu je še en vidik. Vemo, da je v našem zdravstvu tako, da presneto dolgo traja, da človek pride v sistem, da pride do diagnoze. Toda potem, ko je enkrat v sistemu, je pravzaprav zanj vsaj praviloma zelo dobro poskrbljeno. Na voljo so vsaj večina njih, najsodobnejša zdravljenja. Toda po drugi strani se zdravstvo spopada s številnimi težavami. Naj si bo to pomanjkanje kadra, zastarele aparature, izzivov je veliko.
Kaj k temu dodajate vi, glede na lastno izkušnjo, glede na potek zdravljenja? Kaj je bilo dobro, kaj ste pogrešali, kaj predlagate, kaj se vam zdi, da bi se moralo vendarle morda spremeniti? Torej, jaz sem bil operiran v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in moram reči, da je bila izkušnja res zelo dobra, da ne rečem izjemna. Pomeni od komunikacije, to pomeni sam proces diagnosticiranja, komunikacija z zdravnikom, ki me je pozneje operiral, torej način, kako mi je pojasnil, način, kako sva potem prišla oziroma do te odločitve, ker seveda zdravniki rečejo, glejte, zadeva je takšna in takšna, zdaj se pa odločite, kaj boste naredili. Seveda jaz takrat nisem imel nekih kriterijev, vprašal sem seveda samo to, kaj to pomeni, a je razvoj tega raka nekako predvidljiv v smislu, a bo šlo to počasi naprej ali bo to nekaj časa stagniralo. In seveda, ko mi je zdravnik rekel, da se to ne da predvideti, sem mu zastavil vprašanje, kaj bi vi naredili na mojem mestu, in je rekel, da bi se odločil za operacijo. In to je bila torej tista stvar, ki me je dejansko prepričala, no. Skratka, izkušnja je bila zelo dobra, tudi sam potem operativni poseg, samo bivanje v bolnišnici, zelo prijazno osebje, sestre. Ne vem, drugo jutro so presenetile celo s tem, da je prišla sestra v sobo in je vprašala, kdaj želite kavo, pred zajtrkom ali po zajtrku. Sem rekel, kakšno kavo? Je rekla, ja, turško kavo, ko smo skuhali. Skratka, gledajte, neke take drobne stvari, ki ob vsem tem, kar ste našteli, ob vseh problemih v zdravstvu, ki jih niti sam od blizu dobro ne poznam, to, kar se sliši iz medijev in tako naprej, moram reči, da je osebje, skratka, to je bila moja konkretna izkušnja, no, res po eni strani profesionalno, po drugi strani pa človeško toplo. Mislim, tudi take stvari, so rekli, gospod, gledajte, ni treba, da vas karkoli boli, če vas bo bolelo, povejte, bomo dali analgetik. In res, no, moja izkušnja, kar se tega tiče, je bila zelo dobra. In ja, v tem smislu jaz mislim, da je res ogromna odgovornost politike tukaj noter, kako ravna z zdravstvom, torej s tem sistemom tukaj noter, ker to, kar se dogaja v zadnjem letu, razvrednotenje oziroma nek tak nespoštljiv odnos, kakor ga jaz čutim javnosti, obračanje javnosti proti zdravnikom, jaz mislim, da to ne koristi nikomur. To pomeni ne politiki, ne zdravstvu kot takemu, še najmanj pa seveda nam pacientom. Eden od ključnih stebrov seveda nekega tistega blagostanja, h kateremu teži neka sodobna razvita družba.